V zadnjem letu cena elektrike na evropskih borzah pada. Danes je na podobni ravni, kot je bila pred energetsko krizo. No, kljub temu pa gospodinjstva za elektriko ne plačujemo nič manj. Ali to pomeni, da ponudniki električne energije služijo na ta račun velik denar? Nikakor, odgovarjajo naši največji ponudniki elektrike za gospodinjstva in poudarjajo, da danes porabljamo elektriko, ki so jo kupili že prej in to po višjih cenah. Brigita Potočnik. Najprej rekord zaradi vojne v Ukrajini, nato strmoglavljenje, današnje cene električne energije pa so v upadanju in prihajajo na 5-letna povprečja, ki so bila pred začetkom krize. Krivulja cene električne energije na najbolj likvidni borzi v Nemčiji v zadnjih 5 letih. 985 evrov avgusta 2022 je bil rekord. Te dni so cene približno 10-krat nižje. Okoli 90 evrov za produkt base leto 2025. Malenko so gor v zadnjem tednu zaradi eskalacije na Bližnjem vzhodu. Megavatna ura na nemški borzi je med 90 in 100 evri, v kar sicer ni všteta distribucija v Slovenijo. Medtem je cena elektrike pri naših največjih dobaviteljih za gospodinjstva med približno 154 in 164 evri za megavatno uro za enotno tarifo. A to je le 10% cene, ki jo določajo dobavitelji, ostalih 90% regulira država. Tudi ta pa je višja od cen na borzi. In zakaj potem nižjih cen elektrike na borzah ni videti tudi na položnicah, ki jih dobijo gospodinjstva? Sklepamo terminske pogodbe za nakup električne energije dejansko za posamezno leto dobave in to postopoma. In dejansko tudi skozi obdobje 2 ali več let. V trenutnih cenikih se torej izkazujejo cene, ki so na borzah veljale v preteklih letih, torej v času energetske krize. Pa lahko, glede na današnje cene na borzah, pričakujemo v prihodnje pocenitev elektrike. Nakazuje se, da bo leto 2025 lahko nekoliko nižja. Vprašanje, ali se bo cena elektrike spustila pod trenutno regulirano ceno, to je torej odvisno od tržnih razmer. Ekonomist Jože Podamjan ocenjuje, da bodo cene še naprej nizke zaradi nizkega povpraševanja. Evroobmočje je na robu recesije, Nemčija je že v recesiji. Bodo pa više zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu. Ta eskalacija na Bližnjem vzhodu bo vplivala kratkotrajno, je pa odvisno seveda, ali se bo ta vojna ali pa eskalacija razvila v pravo regionalno vojno, potem bi to seveda pomenilo, da bi se tudi seveda ta celotna kriza oziroma šok raztegnil na daljše obdobje. Dražja nafta pomeni dražji plin, s tem pa tudi elektrike. Približno 30% je namreč proizvedemo s plinom.